Danes ste že imeli priložnost si ogledati moja sodelavca, in sicer Lidijo, ki vam je predstavila oddaljen dostop, ter Matica, ki vam je približal Dikul. Moje ime je Nataša Bolčina in sem zadolžena za koordinacijo tehničnih nalog in za pomoč študentom, ki oddajajo zaključne naloge. Najprej vas pa samo opozorim, da se predstavitev snema za namene izobraževanj, ki jih imamo v knjižnici SEK. Po predstavitvi me lahko kaj vprašate oziroma mi pišete, če bo bolj specifično in bolj obširno vprašanje, na moj elektronski naslov, ki bo izpisan na kartici, drugače pa na zaključne.ef.uni-lj.si. Pripravila sem sklop najpogostejših vprašanj, ki jih dobivam te dni, ko je fakulteta zaprta. Sicer pa sam proces dela na fakulteti poteka nemoteno online. Prvo vprašanje, kako poteka tehnični pregled sedaj in ali kljub zaprtju fakultete oddam tiskano nalogo v pregled? Spoštovane študentke in študentje, ko vam mentor nalogo napoti v tehnični pregled, jo naložite najprej na Študentnetu in na elektronski naslov prej omenjeni ali na moj elektronski naslov pošljete nalogo in vašo vpisno številko. Tiskane naloge ne pošiljate več na fakulteto. Skupnimi močmi se bomo tudi potrudili, da bo vaša naloga kar se da hitro popravljena, tako da v roku 5 dni boste obveščeni na vaš elektronski naslov. Drugo vprašanje, na kaj naj bom pozoren, ko bo moja naloga že v prvo opravila tehnični pregled brezhibno? Predvsem študente se dajte držati osnovnih načel, ki so zapisana v navodilih za izdelavo pisnih izdelkov, in sicer, da ste razumljivi, dosledni in jasni. Da na seznam literature in virov vršate le dela in objave, na katera se v besedilu izrecno sklicujete. Pozorni bodite tudi na samo obseg naloge, in sicer za magistrsko delo je obseg, v katerega štejemo tudi seznam literature od 50 do 70 strani, za zaključno nalogo visoke poslovne šole pa od 20 do 25 strani. Med pogostejšimi vprašanji te dni je tudi vprašanje, kaj je potrebno narediti potem, ko me obvestite, da je tehnični pregled uspešno opravljen. Glede na vašo smer študija, vsakega študenta napotim do sodelavke v referat za študijske zadeve. Potem vam sodelavka pošlje nadaljnje postopke in navodila, kako poteka zagovor in kaj vse je potrebno priložiti. Samo trenutek. Se opravičujem. Naj se vam na tem mestu zahvalim v imenu SEK ekipe, da nas spremljate. Vsi predlogi so dobrodošli. Pošljite nam jih na enega izmed elektronskih naslovov na naši spletni strani knjižnice. Lepo vas tudi povabim, da se naslednji teden ponovno z nami, in sicer obeta se zelo pester program. Začenši z APO, sledi predstavitev podatkovnih zbirk za študente finančne smeri in računovodske, baze za trženja in mednarodno ekonomijo, zaključimo pa s ProQuestom, kako dostopamo od doma. Na tem mestu se vam zahvalim za pozornost, želim vam miren vikend, bodite še naprej online in ostanite zdravi.